Dober dan in lepo pozdravljeni v prvi letošnji oddaji za zdravje. Začenjamo jo s probiotiki Jogermina, na katere v tem virusnem obdobju nikakor ne smemo pozabiti, pa naj gre za otroke ali odrasle. Pozdravljeni! No, danes bomo govorili o probiotiku. In dejansko probiotik je tista zadeva, ki je za življenje. Ker dejansko probiotike rabimo zato, da naše dobre bakterije sploh pa imunski sistem deluje. Ste vedeli, da je več kot 80% imunskega sistema prav v črevesju? In dejstvo je, da če recimo z antibiotiki ali pa zaradi stresa pridemo do tega, da dejansko zmanjka probiotičnih bakterij, se nam pozna to dejansko na našem zdravju, na imunskem sistemu. In tudi, ko želimo okrepiti zdravje, najprej potrebujemo probiotike. In tudi pri otrocih, ki imajo težave z zdravjem, s nizkim imunskim sistemom, potem takrat, ko imamo težave tako z zaprtjem kot z drisko, v obeh dveh primerih bi potrebovali probiotike. Probiotiki pomagajo pri tem, da se hrana normalno razgradi. Se pravi, potrebujemo tudi takrat, ko imamo občutek, da smo preutrujeni in da mogoče ni tistega pravega izkoristka iz hrane, ker probiotiki pomagajo, da se hrana razgradi na manjše delce in da jih potem dejansko telo vsrka. In kdor recimo je kronično utrujen, kdor ima težave z zdravjem, potrebuje probiotike. No, zdaj pa poglejmo kandidiazo. Danes se veliko govori o kandidiazi in ljudje rečejo, ja, pa sem napihnen, imam slabo prebavo, tudi se mi spahuje ali pa imam težave z refluksom. Na vse to dobro delujejo probiotiki, ker dejansko probiotiki delujejo na to, da se uravnovesi razmerje slabih in dobrih bakterij. Dobrih bakterij imamo približno 2 kg v našem črevesju, ampak, zdaj pomislimo, če dobimo antibiotike, nam pomori tako dobre in slabe bakterije in po naravni poti traja približno 3 mesece, da se uredi, obnovi naša mikroflora v črevesju. In dejansko se takrat zgodi, da ne samo imamo en antibiotik, spotoma poberemo še kakšen virus, pa dobimo še drug antibiotik in zlepa ne pridemo k sebi. Tako da ljudje, ki želijo okrepiti svoje zdravje, bi bilo priporočljivo dodati probiotik, se pravi nekaj, kar je za zdravje. Naslednja stvar, prej sem že omenila kandidiazo. Ljudje, ki jih napihuje po vsaki hrani, ženske, ki imajo občutek, kot da bi bile v 6. mesecu nosečnosti, potrebujejo probiotike. Zato, ker očitno so se slabe bakterije tako močno razbohotle, da enostavno prevladujejo v telesu. In če imate kandidiazo, se vam lahko dogaja, da imate špikanje pri srcu, mogoče se vam vrti v glavi, mogoče imate samo napihnjenost, mogoče imate enkrat drisko, drugič zaprtje. In to je prav zaradi tega, ker prevladujejo slabe bakterije. Leta nazaj sem sama imela težave prav s kandidiazo in dejansko nisem vedela vzroka mojega slabega počutja, ne samo to, da sem bila zaprta, da sem imela slabo počutje, vse skupaj mi je udarilo na čustva. In ob najmanjši stvari sem lahko jokala in dejansko sem imela občutek, da me pol manjka v mojem telesu. No, in ko sem začela dodajati probiotike, se je začelo zdravje sestavljati skupaj. Zdaj logično lahko dobimo različne vire probiotičnih bakterij. Recimo s hrano, zelnica. Zelnica je dober vir probiotičnih bakterij ali pa recimo probiotični jogurt. Obstajajo tudi recimo v kislem zelju obstajajo dobre bakterije. Ampak včasih se zgodi, da takrat, ko imamo tako močno zastrupljeno telo ali pa oslabljen imunski sistem, telo težko to absorbira. No in v tem primeru vam svetujem, vzemite prehransko dopolnilo, ker vam bo pomagalo, da boste lažje postavili ravnovesje v svojem telesu, mogoče naredite eno kuro. Recimo sploh za otroke, ki so pogosto prehlajeni, res priporočam. Dodajte otrokom probiotične bakterije in boste videli, kako se začne stanje telesa obnavljati. No, tudi tukaj imam svojo izkušnjo, jaz sem mama 3 hčera. In prav mlajša hčerka je imela težave z imunskim sistemom in ko sem ji začela dodajati probiotične bakterije, se je tudi stanje telesa uredilo in imunski sistem se je dvignil. Tako da dejansko probiotiki so za zdravje in takrat, ko vidite, da nekaj ni v redu,
Dodajte probiotične bakterije in boste videli, kako se stanje telesa obnovi, okrepi in vi ste tako kot zalita rožica. To pa vsi poznamo. Ponovno zacvetite.